Rimasci da il riso sal, il sistema voleva di tapone. Moja dusza sera, moje Bogu. Maria, salve, scende da te. Moja dusza sera, moje Bogu.
takrat naprej, razen med korono, so bila redna ta romanja, tako v malo večji skupini, oziroma vsako leto nas je malo več in to je dobro znamenje, da se ta dober glas vedno bolj širi. Dve večji romani sta. Prvo je današnje, sobota po Veliki noči, potem drugo pa je konec avgusta ali začetek septembra tudi na soboto. In lansko leto v jeseni nas je bilo res izredno veliko število. Tako da hvala Bogu, da tudi med nami vedno bolj odmeva sporočilo Marije, ki je nagovorila Terezo duš, da naj ljudje ob nedeljah ne delajo in naj ne preklinjajo. In to je gotovo tista lepa spodbuda za vsakega od nas. Tudi ko začenjamo to današnjo sveto mašo, se najprej tudi poglejmo v naše življenje in se kesajmo naših grehov. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in dejanju, mnogo dobrega popustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Kristo Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorođeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ki objemlješ grehe sveta, usmili se nas, ki objemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo, ki sediš na desnici Očetovi, usmili se nas, zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim Duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Dobri Oče, po tvoji milosti raste število vernih, dobrotno varuj vse, ki si jih sprejel med svoje otroke, prerojeni v krstni vodi, naj dosežejo tvojo nesmrtnost. O našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu svetega Duha živi in kraljuje vekoma. Berilo iz apostolskih del. Ko so poglavarji, starešine in pismouki videli Petrovo in Janezovo srčnost in opazili, da sta neuka in preprosta človeka, so se čudili. Spoznali so ju, da sta bila z Jezusom, videli so pa tudi, da stoji ozdravljeni človek pri njih in niso mogli nič ugovarjati.
Ukazali so jima, naj gresta iz zbora in so se posvetovali med seboj. Kaj naj storimo s tema človekoma? Vsem jeruzalemskim prebivalcem je znano, da se je po njima zgodil očiten tajiti. Da se pa to še bolj ne raznese med ljudstvo, jima zagrozimo, naj nikomur več ne govorita v tem imenu. Poklicali so ju torej in jima zabičali, naj nikakor več ne govorita in učita v Jezusovem imenu. Toda Peter in Janez sta jim odgovorila: Sodite, ali je pred Bogom prav vas poslušati bolj kot Boga. Ne moremo namreč, da bi ne govorili, kar smo videli in slišali. Ti so jima ponovno zagrozili, nato ju pa izpustili, kajti nič niso mogli najti, kako bi ju kaznovali, in sicer zaradi ljudstva, ker so vsi poveličevali Boga za to, kar se je zgodilo. To je Božja beseda. Moja duša se raduje v Bogu. Moja duša se raduje v Bogu. Moja duša poveličuje Gospoda. Ozrl se je na nizko svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. Moja duša se raduje v Bogu. Velike reči mi je storil vsemogočni. Njegovo ime je sveto. Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo. Moja duša se raduje v Bogu. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom. Moja duša se raduje v Bogu. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod. Radujmo in veselimo se ga. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Marku. Slava tebi, Gospod. Ko je Jezus prvega dne v tednu zjutraj vstal, se je najprej prikazal Mariji Magdaleni. Ta je šla in sporočila tistim, ki so bili prej z njim in ki so žalovali in jokali. Ko so ti slišali, da živi in da ga je ona videla, niso verjeli. Nato se je prikazal v drugi podobi dvema izmed njih na poti,
ko sta šla na deželo. Tudi ona dva sta šla in sporočila drugim, pa tudi njima niso verjeli. Pozneje se prikazal enastirim, ko so bili pri mizi. Grajajo v njih neviro in trdosrčnost, da niso verjeli tistim, ki so ga po vstajenju videli. Rekel je: pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Tudi z moje strani lep pozdrav vsem, ki ste prišli do Porčinja. Ni tako lahko, gremo gor z različnih koncev, ampak tudi ozka pot. Tako je tudi pot proti nebeškemu Jeruzalemu strma, težka, ampak videl sem, da pa tudi avtobus lahko, tisti manjši, 40-sedežni s stisnjenimi sedeži, pride tudi temu avtobusu. Čestitam. Smo v velikonočnem času in tudi pred nedeljo Božjega usmiljenja, poleg tega je danes tudi prva sobota v mesecu, tako da smo povezani tudi s fatimsko skrivnostjo. Praznujemo praznik Kristusovega stajenja, vseh 8 dni, pravzaprav je velika noč in slišimo danes. In pravi apostol Pavel, če Kristus ni vstal, je prazna naša vera. Če je prazna naša vera, je prazen tudi naš pogled na moralo, naš pogled na družbeno življenje, naš pogled, krščanski pogled na politiko, naš pogled na smisel človeškega življenja in bivanja. In nas se je urezala miselnost, da vera je privatna zadeva, nekako intimistična, povezana s sentimentalizmom. Ampak ni res, vera vpliva na vse, je kozmična zadeva. Kristusovo vstajenje vpliva na vse vesolje. Se pravi, bi moralo odmevati tudi v našem načinu življenja, tudi v politiki, tudi v ekonomiji. Tako rečemo, da so 3, da razumemo pomen Kristusovega vstajenja, so 3 obdobja zgodovine odrešenja. Prvo obdobje je stvarjenje sveta, Bog je ustvaril svet, Bog je ustvaril kozmos. Pravi tam svetopismo o stvarjenju sveta, da vse je bilo. Drugo obdobje zgodovine je nered zaradi greha. In to ni samo Adam in Eva, ki sta podvomila v Božjo dobroto, ampak na prvi stopni je Lucifer, ki je bil po izročilu poglavar angelov, pa se je uprl Bogu in potegnil za seboj množico teh nebeških duhov in je nastala razdelitev, nered. Zakaj Bog to dopušča? Ker nam daje svobodo. Imamo povsem enako možnost, da se odločamo za dobro in da se odločamo tudi lahko za zlo. Tretje obdobje zgodovine pa je Kristusovo stajenje, Kristusov v nebo. In to spremeni vse. Vsako je obdobje Kristusovo telo je povrničano. In če je Kristus postal človek in tudi povezan, imamo pravzaprav z njim skupno našo človeško naravo, razen v grehu,
deležni večnega življenja, vstajenja. In to ne le z dušo, v veroizpovedi pravimo, verujemo v vstajenje, tudi v vstajenje mesa, verujemo v večno življenje. Povabili smo, da živimo v Svetem Duhu, da smo poslušni Svetemu Duhu, poslušni Svetemu pismu. Jezus je grajal apostole, kako so tako trdega srca, tako počasni za verovanje. Zanimivo je današnji evangelij, ker Jezus se najprej mu prikazal Mariji Magdaleni, Jezus je grajal, iz katere je znal 7 hudih duhov. In potem dvema učencema, ki sta zapuščala Jeruzalem, Mariji Magdaleni sta rekla, konci je Jezus. Potem dvema učencema, ki sta zapuščala Jeruzalem, so umorili, sedaj je konec te pravljice, gremo, zdaj. Jezusa so umorili, sedaj je konec te pravljice, ne zato, ker so bili, Jezus se prikazal tem ljudem ne zato, ker so bili najbolj resni, ampak zato, ker so bili najbolj pomembni. Lahko igramo, kako smo dobri, kako smo fajn, kako sredi, kako smo lahko fajn, kako sredi. Današnje ideologije lahko prepričajo tudi množice, kako je neka zadeva to. Bili bomo pred Božji sodom in Bog gleda na naše srce. In bomo slišali, zakaj nisi poslušal, zakaj nisi bral Svetega pisma, kako da ste bili tako počasni za verovanje. Ko zavračamo Svetega Duha, zavračamo jezik. Sveti Duh nam je dal tudi darove, nam je dal dar razumnost. In danes človeštvo zavrača razumnost, zavrača spoznanje, zavrača tudi znanost. In verujemo pravzaprav v neke lažne mite. Smo nekako ujeti v to propagando svetovno in množice sledijo tej propagandi. Vendar potrebno je vedeti, da naš cilj ni na tem svetu. Nismo ujetniki tega sveta, tudi nismo ujetniki svetovne politike, nismo ujetniki medijske. Zavračamo Svetega Duha, zavračamo je nebeški Jeruzalem in novo človeštvo. Sveti Duh, Respublika Kristjana Rove nam je dal dar res človeštvo, zadeva, publika, javna zadeva, javne zadeve, znanost. Smo poklicani, verujemo pravzaprav, da prinaša Kristus. Smo se svetovne sledi, in največ Kristus je svetovne politike, medice, in nebeška Respublika in kako živimo v družini, na politiko, kulturo, ekonomijo, kako živimo v družini. Kot smo slišali, Jezus politiko, kulturo je poslal, pojdite po vsem svetu. In kot smo slišali, Jezus, čujte, je poslal, pojdite po vsem svetu. Smo kot, čujte, smo misionari, smo poslani. In kako lahko prinašamo svetu Kristusa, kako lahko prinašamo svetu Kristusa, če z njimi stavljamo nam v okah propagande, ki je proti krščanstva, če stavljamo nam v okah propagande, ki je proti krščanstva, Tukaj v očitju dobimo prav odgovor za ta vprašanja. Tukaj v očitju dobimo prav odgovor za ta vprašanja.
Rabimo Boga. Vse mislimo, da je samoumev. Rabimo to, da se lahko tuširamo, da imamo vodo, da je samoumev. To je prekrasno, da se lahko tuširamo, tega ne imamo vodo. To je prekrasna zadeva. Tega ne bi bilo. Nimajo niti osnovnih stvari. Kakšnih nimajo niti osnovnih stvari? Deležni, da to nismo hvaležni. Danes je prav, da v porčinju, da nismo deležni, da to nismo hvaležni. Danes je prav, da v porčinju, da tudi to, da je Marija spregovorila v porčinju in tudi to, da je Marija spregovorila v porčinju. Na ta kraj smo sami deležni, Kamilo. Prijemo na ta kraj smo sami deležni. Ker je gradila civilizacijo na in ni res, da smo vsi enakopravni. In ni res, malo časa, da bi to razlagal. Krščanstvo pa reče vsi to imamo enako pred Bogom, enako človeško dostojanstvo. Imamo enako pred Bogom, enako človeško dostojanstvo. In vsak človek ima to je odnos z masami, ki upošteva skupinsko z dinamiko, ki upošteva lahko z masami manipulira. Osebe ni več in lahko z masami manipulira. Osebe ni več.
To je laž. Danes prihajamo do tega, da določene elite mislijo, da so njihove ideje, danes prihajamo do tega, da določene elite mislijo, da so njihove ideje absolutne. In tudi če se reče, da je ljudstvo suvereno, in se reče, da suvereno smo odločili te in te, suvereno, zdaj naprej pa tako in tako. Suvereno smo odločili te in te, to je največja laž. Suvereno ni res. To je največja laž. Suvereno krščanstva tako ni res, tako ne pa ni. Suvereno krščanstva tako ni res, tako najprej ekstremistični anticepilni, to mi je rekla ena poslanka. Zaupamo, zato ga zaupanjem prosimo. Za papeža, škofe in duhovnike, da bi združeni s Kristusom izvrševali velika dela. Za novinarje, da bi z verodostojnim poročanjem prinašali ljudem resnico. Za begunce in zdomce,
da bi jim vera v Boga pomenila košček domovine v tujini. Za bolnike, da bi se veselili Jezusovega vstajanja in njegove zmage nad grehom in smrtjo. Za umrle otroke, da bi zagledali svoje obtičje, žalujoči starši pa prejeli svojo tolažbo. Promuovere le diversità e l'inclusione. Nebeški Oče, vodi nas v našem življenju, da bomo dosegli slavo vstajenja. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Molimo, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Nebeški Oče, na velikonočne skrivnosti, za velikonočne skrivnosti naj se ti vedno zahvaljujemo. Nenehno delovanje Kristusovega odrešenja naj nam bo vir trajnega veselja. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primirno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesne pa te hvalimo ta dan naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, odzelo grehe sveta, uničil našo smrt in nam svojim stajenjem obnovil življenje. Zato se raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih se ohvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Sveti din Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja slave,
blagoslovljen i prihaja v imenu Gospodovem. Hosana višava, na višava. Resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato te zbrani ob spominu na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, tukajšnjim škofom, vsemi slovenskimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti. Daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni. In te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse vike vikov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebi,
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Smiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. V te umirjenje vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja. Živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir naj bo vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Božno se dvigni nam celi srca,